Pri nas je v zadnjih letih še posebej in že povsem jasno in odkrito izražena institucionalna razpuščenost, podivjanost, poljubnost in samovolja. Da naštejemo nekaj. Sodniki oproščajo navadne kriminalce kljub dokazom, sodniki obsojajo politike brez dokazov, sodniki oproščajo žaljivo primerjanje družine s šoloobveznimi nepolnoletnimi otroki z zasramovanjem in primerjanjem z nacisti. Za sodnike ali sodnice, ki sodijo v imenu ljudstva in za ljudstvo, sploh ne smemo vedeti, kakšne so in kdo so, kot neki fantomi razglašajo svoje sodbe, se pa medsebojno sicer lahko razglašajo, se pa medsebojno lahko javno hvalijo in drug drugemu zahvaljujejo, ter se v svojih spisih posmehujejo ljudem. Naprej, nekaterim organizatorjem ni potrebno več prijavljati njihove nasilne shode, medtem ko vsi drugi to morajo. Obstajajo in so javno znane lumpenproletarske tolpe, ki hodijo od vrat do vrat ustrahovati ljudi, a jih sodno-tožilska policijska politika pusti pri miru. Ne mi zdaj primerjati s tistimi, ki so kocke metali. Govorim o točno premišljenih, z naklepom postavljenimi tolpami, ki so hodili od vrat do vrat, kot v nacističnih časih. Na shodih, proslavah za obujanje tradicij se poleg častne straže Slovenske vojske in poleg policije, ki ščiti ali skrbi za red in mir, pojavljajo neki oddelki uniformirancev z strelnim orožjem in strelivom, ki javno sporočajo, da obstajajo tudi oboroženi oddelki, paravojaški oddelki, ki bodo začeli pobijati ljudi, če bodo njihovi vodje tako ukazali. Nastopajo namreč z strelnim usposobljenim orožjem, ki ni športno in ki ni lovsko. Sodno-tožilske policijske službe ne reagirajo. Še celo vrsto podobnih primerov bi lahko našteli, od groženj z umori, zasmehovanjem otrok strani visokih državnih funkcionark, do samovoljnega policijskega raznašanja vabil na zasliševanje in podobno. Ta politično-sodno-tožilska policijska medsebojna usklajenost, ki je vsa preverljiva, vemo kdaj, kje, kdo, zakaj, nas državljane sprašuje, kaj nam pa morete. In hkrati nam tudi odgovarjajo, nič nam ne morete. Mi z vami lahko počnemo, kar hočemo. V to premišljeno politično delovanje z namenom ustrahovanja, ustvarjene negotovosti, nelagodja, zmede in kaosa, sodi tudi, samo mimogrede omenjan, vse nižje uvrščena država na področju ekonomske svobode. To je s tem povezano, kar sem povedal. Poleg tulečih agitatorjev, skandirajočih množic v dolgih formacijah, citat je, upam, da boste znali poiskati izpred 70-80 let, torej poleg tulečih agitatorjev, skandirajočih množic v dolgih formacijah, premikajočih se vrst, razbijaških in ustrahovalnih tolp, paravojaških oddelkov, imamo sodstvo, ki nima obraza in nima ne stvarnega, ne simbolnega obraza. Ljudstvo namreč ne sme poznati obraza sodnika, sodnice, čeprav sodi ljudstvo, torej in predstavlja stvarno in simbolno, torej predstavlja tak sodnik ljudstvo in po pooblastili ljudstva sodi v imenu ljudstva za ljudstvo. Imamo pa poseben organ, ki ga vodi vsak državni funkcionar, z stvarnim in simbolnim obrazom, ki vodi organizacijo, ki ni ne sodišče, ne tožilstvo, ne policija, ki pa izreka svoja načelna mnenja, ki dejansko, ker vsi vedo, za koga in na kaj se nanaša, jasno razglaša, kdo je moralno primerna in kdo moralno neprimerna oseba. Goran Klemenčič, visok državni funkcionar Republike Slovenije, nas gleda slike in za različnih slik
verjetno je marsikomu to znano. Naslednja slike, na kateri premišljeno s povsem jasnim namenom, slikan s podobo velikega brata, sprašuje, tako kot sem že prej omenil, kaj mi pa morete. In odlasen s to sliko, ko gledate to sliko, višek nesramnosti, višek nesramnosti in samovolje in lažnega poguma, ta človek nas sprašuje z te slike, kaj nam pa morate. In hkrati tudi odgovarja. To ni bilo na kakšni sliki, v kakšnem tistem časopisu, ki ga vodi kakšen urednik z osnovno šolo, ki je tudi produkt takih zadev. To ni bilo v rubriki za smešenje, to je bilo v resnem, pravzaprav članku, če tisti časopis članek, odgovarja nam torej na vprašanje, kaj mi pa morete, nič mi ne morete. Jaz lahko z vami počnem karkoli, kadarkoli in kar se mi zdi, da bom z vami počel. Je vodja komisije za boj proti korupciji, ki je postala, tako kot tudi marsikje v različnih državah, cvetoča industrija. Poleg produciranja poročil, kazalnikov, akcijskih načrtov, izobraževanj, svetovanj pri pisanju načrtov o integriteti, mikro in makro načrtovanih ter strateških planiranjih, je s celo vrsto veščakov razvila ta komisija lastno retoriko o integriteti, odgovornosti in transparentnosti. Predvsem je jasno, da gre za organ, ki predstavlja institucijo za moralno primernost in čistost. Z nenehno histerizacijo javnosti o vseprisotnosti korupcije in hkratnih splošnih očitkih o institucionalni brezbrižnosti do korupcije, načrtno komisija ta ustvarja prostor za njeno upravičevanje in še dodatne zahteve po kadrih in širjenju pristojnosti. Ob tem ne bom govoril, da je v tujini, v zahodnem svetu, kjer se pojavlja, pa ne take komisije, ker takih komisij ni, ampak mnoge civilno-družbena gibanja, ki so se prisesala na državo s tem, da drugim očitajo korupcijo, da se za njih praktično več marsikje ne zmenijo, ker so postale skorumpirane v tem smislu, da izsiljujejo od države nenehna sredstva. In efektov pa ni nobenih, seveda. Torej, KPK ustvarja prostor za njeno upravičevanje in še dodatne zahteve po kadrih in širjenju pristojnosti. S tem se dejansko širi in utrjuje pri nas ugodna tla za pot v nek sistem, ki je glede na prisotnost mentalitete starih nedemokratičnih vzorcev razumevanja politike in oblasti tudi v pravosodju, torej tako pot je možno obnoviti. Goran Klemenčič, visok državni funkcionar Republike Slovenije, rad javno nastopa in govori o morali, etiki in dostojnosti ter integriteti, medtem ko sam izraža svojo neomikanost, žali in ponižuje državljane in se istoveti s totalitarnimi idejami in ideologijami. Že pred nekaj meseci sem javno upozoril, da je potrebno početje Gorana Klemenčiča obravnavati resno in njegovo početje zavrniti. Medtem ko Goran Klemenčič, visok državni funkcionar Republike Slovenije, lahko počne stvari, ki niso v skladu z elementarno dostojnostjo in niti pravnim redom, istočasno preganjajo organi pregona na njegovo pobudo ljudi, ki so izrazili kritično presojo o njegovem početju. In zato poglejmo le 3 primere. Nabral sem jih že celo vrsto in tudi mednarodno sem se pozanimal, kako to je. Prvič, februarja meseca me je javno ovadil preko njemu naklonjenih medijev z imenom in priimkom, poleg nekaterih še drugih. Še včeraj je pa je na siol.net, to mi je bilo povedano, nisem pa preveril, da je izjavila KPK, da ne bo objavila imen tistih, proti katerim so dali ovadbo, češ da to ni v skladu s človekovimi pravicami in zakonodajo. Pred 6 meseci je ta isti človek objavil moje ime javno in me s tem javno zaznamoval in sramotil in žaljivo se norčeval iz mene. Pred 6 meseci je bilo to možno.
Torej, to je res visoka njegova etična in moralna in integrativna drža. Z javnim stigmatiziranjem strani visokega državnega funkcionarja, njegove žrtve, gre namreč za zlorabo položaja, gre za izraz pozicije moči, ki se izraža delam, kar hočem s komerkoli. Gre za javno ožigosanje posameznika ali posameznikov, gre za negativno moralno politično kvalifikacijo ljudi, ki so proti takemu javnemu žigosenju, naklepnemu in premišljenemu ter zavestnemu s strani visokega državnega funkcionarja Republike Slovenije, ki se proti temu posameznik ne more niti javno braniti, ker tudi ne ve, česa je obtožil. Še posebej pa ne ob slovenski medijski realnosti. Tako javno stigmatiziranje posameznikov strani dejanske oblastne samovšečnosti je izraz nehumanosti in nasilja. Gre za javno sramotenje, diskriminacijo, deklasiranje državljanov. To je politikanstvo, šikaniranje in preganjanje državljanov in neupravičljivo in neoprostljivo kršenje državljanskih pravic. A Goran Klemenčič, visok državni funkcionar Republike Slovenije, to očitno sme. Drugič, pred dnevi smo slišali finančnega ministra, ki je rekel, nije težko, što se mora. Nekateri so to pač pograbili in se malo šalili, čeprav gre za rek, ki ga vendarle veliko ljudi, zlasti moje generacije, pozna in tudi vsebinsko je benigen, lahko celo simpatičen. Toda, ko je v začetku leta ob javni diskvalifikaciji vidne politične osebnosti Goran Klemenčič uporabil neko po njegovem prirejeno, prostaško v angleškem jeziku izraženo misel, s katero je želel dodatno diskvalificirati in usramotiti določeno osebo, ni nihče reagiral. Klemenčič, visok državni funkcionar Republike Slovenije, je rekel: When numbers talk, bullshit walks. Američan sliši to, ko številke govorijo, drag sprehodi. To je to. Kljub temu, da lahko v prenesenem menu, ampak ti to slišiš. Sam je rekel, da tako pravijo Američani. Torej, ne glede na to, da to nikjer ne pravijo Američani, tak rek, ampak ga je on priredil, ker gre za en drug rek in o tem ne bom govoril, za en drug rek, ki ga uporabljajo finančni uradniki v bifejih, ko se med kosilom malo pogovarjajo, kako so kaj speljali. Torej, gre za to, da je povedal to v angleščino, da bi se morda zdelo in bolje slišalo in da bi bil sam bolj imenitni. Sicer pa, da bi bil duhovit, v navednicah, in potrjen predvsem v svoji neomikanosti. Tretjič, o njegovem istovetenju s totalitarnimi idejami in ideologijami pri Goranu Klemenčiču vedno in znova je treba poudariti, visokemu državnemu funkcionarju Republike Slovenije sem že pisal pred 3 meseci ali pa v začetku leta. Na tem mestu bi samo upozoril, da imajo simboli izjemen sporočilni namen in pomen. Govorica simbolov ustvarja družbeno stvarnost in nam pove, kakšen je v družbi sistem vrednot. Simbolna govorica Gorana Klemenčiča, ki se rad kaže z idejami in istoveti z idejami zla in totalitarnih ideologij, ta njegova simbolna govorica kaže na njegov sistem vrednot, na njegovo etiko, ki jo svojim zavestnim, premišljenim in naklepnim istovetenjem z velikim bratom želi uveljaviti kot splošno izkustveno prakso. Znano je, da ljudje z manj vrednostnimi občutki, ki jih kanalizirajo v istovetenje s simbolno močnimi, realnimi ali fiktivnimi osebnostimi in njihovimi idejami, poveličujejo in utrjujejo predvsem lastno majhnost. Na ta način želijo izpolniti svojo latentno željo po samouveljavitvi in doseganju tistega, kar simbol, s katerim se istovetijo, predstavlja. Ko so se začele take duhovitosti pojavljati v 20 letih prejšnjega stoletja,
so mnogi izobraženci zamahnili z roko, češ da gre za neumnosti, ki jih bo demokracija že pospravila in sankcionirala. Pa se ni zgodilo tako. Vemo, kaj se je zgodilo v 30 in 40 letih. In ker gre za splošno znan simbol ideološkega zla, s katerim se kiti in istoveti Goran Klemenčič, pozivam organe pregona, da ukrepajo že po svoji uradni dolžnosti, preden politično šikanirajo tiste, ki na tako početje visokega državnega funkcionarja opozarjajo. Ob tem povejmo le to, da noben visok državni funkcionar, ne tu, nekje drugje v demokratičnih družbah ali državah, ne sme in ne more poljubno uporabljati kakršnihkoli simbolov in z njimi manipulirati in jih zlorabljati za potrjevanje njihove neizobraženosti in zavezanosti k nasilju. Državni funkcionarji se morajo in smejo istovetiti samo in zgolj s simboli in simbolnimi sporočili države, v kateri službe so in ki jih kot državni uradniki in funkcionarji predstavljajo. Če ne veste tega, pozanimajte se v sosednji Avstriji, Franciji, Nemčiji, Ameriki, na Danskem, Švedskem in še kje. Jaz sem se. Goran Klemenčič, kot visok državni funkcionar, je s tem pojavljanjem jasno pokazal in izrazil svoje namene. Od Matije Mačka, ki je lahko nadzoroval vse in vsakogar, do Gorana Klemenčiča, ki bi želel nadzorovati vse in vsakogar. To je resnično grozljivo nastopanje tega človeka, to je regresivna identifikacija, ki sporoča željo po obnovi nasilne in nedemokratične družbene ureditve. Zdaj pa dva citata. Življenje osebe z integriteto je lažje, saj se odloča vedno po enakih merilih. Živi in deluje v skladu z moralnimi in pravnimi normami. Kot taka uživa spoštovanje in ugled okolice. Drugi citat. Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli in dela. In dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnimi pravnimi redi. Ta dva citata sta iz spletne strani Komisije za boj proti korupcije, kjer nam sporočajo, kaj je morala, kaj je etika in kaj dostojnost. Ko to preberemo, se človek vprašuje, glede na to, kar Klemenčič počne. Se res odloča Goran Klemenčič vedno po enakih merilih? Deluje in živi res skladno z moralnimi in pravnimi normami? So njegova prostaštva v skladu z moralnimi normami državnih funkcionarjev Republike Slovenije? Je njegovo istovetenje z zločinskimi idejami, ki jih simbolno predstavlja veliki brat, v skladu z moralnimi normami in pravnimi normami države Republike Slovenije, katere visok državni funkcionarje? Jaz trdim, da ne. In javno pozivam, da če obstaja še kakšen del poštene skupnosti ali pa skupine v državnih organih pregona, da začnejo proti Goranu Klemenčiču izvajati ustrezne ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo, saj gre pri Goranu Klemenčiču za zavestno, naklepno in premišljeno zlorabo položaja, ogrožene demokracije in za ideje in ideologije, ki so ostale že na smetišču zgodovine. Kar pa se mi zdi še posebej izpostaviti, pa je to, da je njegovo početje izraz popolne odsotnosti vsakršne človeške občutljivosti za trpljenje ljudi, ki jih te simboli predstavljajo. Jasno in nedvoumno izraža prezir do človeškega trpljenja, do vsega tistega grozljivega trpljenja, ki so ga bili deležni ljudje v vseh zločinskih totalitarnih sistemih. Tak človek mora odstopiti, proti njemu, pa če obstaja odgovornost do demokratične urejene družbe, pa se morajo začeti določeni postopki. Hvala lepa.